Pa še domača naloga. Tukaj so v oglatih oklepajih rešitve, zato bomo naredili samo eno izmed vsake. Mogoče bi za začetek samo tole C, prvo C. Spravi imamo premico 3x minus y plus 5 je nič. Pomembno je, da dobimo naklonski kot. Naklonski kot, formula za naklonski kot, tangens alfa je koeficient. Kje dobimo zdaj koeficient? Iz te premice moramo najprej izraziti y. Minus y pustimo na tej strani, vse ostalo damo na drugo, minus 3x minus 5. Pomnožimo z minus 1, pa dobimo y je 3x plus 5. Koeficient je tista številka, ki stoji pred x-om, se pravi trojka. To pomeni, da je tangens alfa enako 3. Alfa dobimo tako, da damo inverzno funkcijo, se pravi shift 2 na df tangens 3 in dobimo, da je to 71,57 stopinje, ne? Ok. Tukaj vam še lahko povem, tukaj y je 6, koeficient enako nič in pa tukaj je koeficient enako 6, druga pa res ne bi smeli biti več težav. Tako, zdaj pa tule bomo pa 2a, ker ni rešitve. A je 1, 2 in b je 2, 4. Treba je določiti naklonski kot premice, ki gre skozi te dve točki. Zdaj, mi rabimo koeficient premice, ne? Koeficient premice, če ga nimamo kar podanega v enačbi, zračunamo kot koeficient je y2 minus y1 polomljeno z x2 minus x1. Kje pa je zdaj, dobimo te x1, y1 pa tako. x1 tu, y1 tu, x2 tu, y2 tu. Postavimo, to je 4 minus 2 polomljeno z 2 minus 1. Koeficient v tem primeru je 2 enini, 2. Koeficient je torej 2. Zdaj pa še tangens. Tangens alfa je 2, se pravi alfa bo inverzno, se pravi shift tangens 2, kar je 63,43 stopinje. Okay. To si zdaj prepišite, ker bom zbrisala, da dobim še prostor za eno nalogo. Takole, zdaj pa še gremo recimo tretjo. A. Imamo dve premice, y je 2x minus 3 in y je 5x plus 4. Koeficient pri prvi je 2, koeficient pri drugi je 5. Tangens phi je k2 minus k1 polomljeno z 1 plus k1 krat k2 je formula za kot med premicama. Vstavimo zdaj noter koeficiente, to je 5 minus 2 polomljeno z 1 plus 2 krat 5. Tangens phi je 3 polomljeno z 11. Absolutna vrednost tu nima pomena, oziroma ker ostane vrednost ista, 3 enajstine. Phi dobimo tako, da damo inverzno. Se pravi, lahko damo shift, tangens, zdaj pa lahko date, ne vem, kako imate kalkulator, oklepaj, deljeno, 3 deljeno z 11, zaklepaj. In dobite, da je kot 15,25 stopinje. Neverjetno, vse rešitve so zaenkrat bile prave, kar je kar
redkost. No, to je bila še pa domača naloga, te pa se po podobnem postopku, ne. Tukaj je 2, ko je 1 polovica, morate pač števec pa imenovalec potem skupaj. Tako, to je to. Več ali manj smo končali z neko novo snovjo. Se pravi, mislim, da bi bilo dovolj, če je tele snovi do tule. 2 snovi bi še mogli nekako predelati in to so odvodi malo bolj podrobno in pa graf tangens. Vendar mislim, da bo dovolj tole. Se pravi, do tu bom preverjala snov. O preverjanju vam pa razločim kasneje.